So avti, ki potrebujejo dolgo in široko predstavitev, preden lahko sploh začnem govoriti o njih. So pa tudi takšni, ki jih lahko samo pokažem, pa boste takoj točno vedeli, zakaj gre. No, a rabim sploh razlagati, da je to novi Renault 5? Sicer je po novem dodana še oznaka E-Tech Electric, torej da je avto električen, zato se bo mogoče kdo s solzico v očeh spomnil časov, ko so se tukaj noter vrteli štirivaljniki z notranjim zgorevanjem. Jaz se še dobro spomnim kolega, ki je imel drugo generacijo z 1,1 litrskim motorjem in z menjalnikom s 4 prestavami in si je ves čas želel 1,4 litrski motor, ker je imel že 5 prestav. No, tukaj je danes prestava samo ena, avto je tih, izgleda pa fenomenalno. Ja, Renault je še posebej ponosen na to, da so ga razvili v samo 3 letih, ker sicer traja razvoj avta 4 leta, sploh pa, da so ohranili praktično vso privlačnost razstavnega prototipa, ker je tako zahteval Luca de Meo, njihov šef. Obenem je to tudi avto, ki bo na čelu Renaultovih električnih avtov. V prvi vrsti zaradi dostopnosti itak, v drugi pa, ker uporablja čist novo konstrukcijsko osnovo za mala, čist električna vozila Ampere Small, ki je med drugim tudi prva tovrstna v Evropi. Že leta 1972 je sicer na ceste zapeljal prvi Renault 5 in že takrat je pustil vtis svojo moderno in v bistvu zelo enostavno obliko. E-Tech je takoj postal hit in to so želeli izkoristiti pri razvoju novega. To je tudi razlog za takšno obliko, ki je pravijo retrofuturistična. Mogoče kot zanimivost, že leta 1974 je dobil električno varianto z dosegom 110 km, no danes ima pa s polno baterijo tukaj med zelo počasno vožnjo po ulicah Nice 407 km. Se šel en krog po ulicah Nice, pa je taka gužva, da sem se sam obrnil. Šel pol malo v hribe, ampak videl sem pa, da je ljudem zelo všeč, vsi ga slikajo, vsi ga hočejo pogledati spredi od odzadi. Očitno so res dobro naredili. Še vedno ima tole režo na pokrovu motorja, ampak ta zdaj kaže napolnjenost baterije. Rad mežika svojemu lastniku z modernimi lučmi, znotraj pa kraljuje 10-palčni zaslon in posebne zvočne sekvence, ki jih je ustvaril veliki Jean-Michel Jarre. Ja, celo opozorilni zvok za pešce je oglasil ta pionir elektronske glasbe za hitrosti do 30 na uro. Elektromotor je razvit iz tistega, ki ga že imata Megane in Scenic E-Tech, samo da je tukaj za 3 cm manjši, da paše sem noter. Ta tudi nima stalnih magnetov, torej ne rabi redkih zemelj, da manj obremenjuje okolje. Bo pa na voljo s 3 močmi, 70, 90 in 110 kW. Pri polnjenju sicer ne bo nič posebenega, na izmeničnem bo šlo z 11 kW, na enosmernem pa z 80 ali pa 100 kW. Zdaj pa ovinkci. Ja, to je pa zdaj boljše. Zanimivo je tudi to, da so že takoj ponudili dvosmerni polnilnik za izmenični tok, da bo lahko napajal druga vozila ali se priklopil na domače omrežje in tudi vračal energijo iz baterije, da boste lahko uporabljali njegovo elektriko in mogoče v prihodnosti tudi na ta račun kaj prišparali, ko nas bodo cepali z novim tarifiranjem. Baterija pa bo imela lahko 40 ali pa 52 kWh, torej doseg do dobrih 400 km po VLTP. Ta večja baterija bo tehtala okoli 300 kg in bo zaradi drugačne zasnove modulov za 20 kg lažja kot v Zoeju. In še ena, zame recimo zelo pomembna stvar, lahko bo vlekel parkolco z maso do 500 kg, torej grem lahko z njim tudi jaz na dopust. Jaz vozim najmočnejši motor, torej 110 kW, to je 150 konjski, ki ima ta večjo baterijo in ki bo na začetku edini na voljo, kasneje pa prepeljajo še šibkejši in seveda tudi cenejši modeli. Vsi razen vstopnega imajo serijsko toplotno črpalko. Ja, tukaj na ovinkih se res pozna, zadaj ima več vodilno opremo, kar ni niti približno standard v majhnih vozilih, zato moram priznati, da je krasno vodljiv, res se lepo pelje in tudi masa ga ne omejuje preveč. 1450 kg tehta takšen. Je vožnja tudi dovolj lahkotna, da boste uživali v hitro odpeljanih ovinkih. Večkrat mene je edin mot občutek na volanu, malo je preveč umeten, vse ostalo pa super fajn. Po mojem pa vas bo navdušil tudi pospešek, ker se z mesta do 100 takšen odlepo v 8 sekundah. Ko je lepo. Še vedno je krajši od 4 metrov, 3,92 metra, če sem čisto natančen, da bo res ostal prikupen, ampak prostora sploh ni malo. To pa je prednost namenske električne platforme. Od Clio je recimo za 9 cm krajši, pa spet kot zanimivost, med Clio 2 in Clio 3 bi ga lahko postavili po dolžini. Ima pa še vedno slabih 300 litrov velik prtljažnik.
Renault se je zavezal, da bo možno reciklirati v celoti 85% nove petke, ko bo enkrat odslužila svoje. Že zdaj pa je noter veliko recikliranih materialov, recimo na armaturki pa oblogah vrat, sploh pa tele prevleke sedežev iz plastenk so hude. V ta zelenemu izgledajo kot džins. Barvi sta res hudi in zelena bo na voljo celo brez doplačila, čeprav izmel pa kar takšnega rumenega, ker žari. Pa obvezno stulcem za bageto, da ne bo imel drobtin po celem avtu. Pred dobrimi 50 leti je Renault s petko odgovarjal na izzive družbe s pocen avtom in jih do leta 1996 prodal kar 9 milijonov. Danes spet odgovarja na izzive družbe. Seveda drugačne kot pol stoletja nazaj, so pa veliki in čeprav je avto majhen, naj bi bil eden od tistih, ki bo spremenil pogled na električno mobilnost. Tudi svojo ceno, ki bo baje dovolj nizka, da boste dobili ta veliko subvencijo. Pri nas bo po napovedih februarja najprej takšen ta močen, z veliko baterijo in bogato opremo, potem pred poletjem pa še vstopni model, ki se bo imenoval kar Petka. 5.